Dobro večer želim, spoštovane gledalke in gledalci. Spet smo v nedeljo zvečer, oddaja Arena na drugem programu televizije Slovenija. Ja, veliko se dogaja v domovini, v družbi in državi, predvsem pa v politiki. In danes imamo tri eminentne ljudi, ki imajo tudi lastne izkušnje, ki bodo komentirali dogajanja tudi iz lastnih primerov. V studiu pozdravljam gospoda Milana Kreka, pa gospod Nino Krajnik in gospoda Mirana Videtiča. Lep pozdrav vsem trem. Moram reči, da sem glede na sestavo gostov vendarle našel neko rdečo nit, ki jo parafraziram z Ivo Banom, namreč aktivist Vanč v filmu Moj ata socialistični kulak je v enem od kadrov povedal: zdaj je svoboda, v svobodi nikdar ne veš, kaj lahko in kaj ne. V svobodi nikdar ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Gospod Videtič, a je ta izrek še aktualen? Zdaj ste me malo vrnili v moja otroška leta in tiste zanimive filme, ki jih takrat še nisem razumel, vsaj teh stavkov. Zdaj, če greva na moj primer, jaz verjamem, da je še vedno svoboda. Sicer ne bi bil jaz danes v studiu. Namreč naj pojasnim gledalkam in gledalcem, da smo s tem nekako neke vrste ekskluziva. Vi ste komentirali na oddaji Faktor pa Ura moči pri gospodu Požarju, potem so vam nekako prepovedali komentirati, velika afera glede svobode govora, in sem vesel, da smo vas zdaj dobili na televizijo Slovenija. Izvolite. Poglejte, če se vrnem, kot ste rekli, če se vrnem nazaj, jaz verjamem, da je še vedno svoboda. Enostavno pa je moje prepričanje tudi to, da ko povabi državni, javni, nacionalni servis, tega enostavno ne moreš zavrniti. To je en razlog. Drugi razlog je ta, da sem seveda spoštoval odločitev vodstva, oziroma vsaj tisto, kar so me obvestili, vendar sem tudi Pojasnite, katerega vodstva? Vodstva, poslovodstva podjetja, v katerem sem zaposlen. Vendar sem tudi jasno dal vedeti, da bojo ljudje, torej iz pravne stroke, to zadevo pregledali. Jaz sem bil namreč od momenta, ko je bil dr. Golob postavljen za premijer, oziroma ko je bila ta vlada postavljena, gost v 2 oddajah Ura moči in enkrat sem bil gost Radia Ognjišče. Pregledali smo vse, dejansko ni bilo razlogov, da bi, ali pa niso najdeli nič takega, kjer bi jaz škodoval ugledu podjetja. In moram povedati, to je močno podjetje. Delati v Elesu je privilegij. Tako da enostavno mi na kraj pameti ni prišlo. A se strinjate z določbo, da seveda ne morete nastopati, ukolikor bi škodovali podjetju? Seveda, jaz se strinjam, če bi direktno delal škodo Elesu. Potem absolutno bi bil tak ukrep povsem upravičen. Zdaj, kar se tiče pa tega, da pa nisem nastopil ta teden, oziroma prejšnji teden, je pa razlog tiči popolnoma druge. Meni je pač en dan pred tem, ko se je to začelo dogajati, umrl oče. In sem enostavno želel dostojno pokopati očeta in zato me ni bilo nikakršnega strahu. Ni bilo pa strahu zaradi tega, ker sem vedel, da ne delam nič narobe. In to so mi kasneje potrdili strokovnjaki na tem področju. Se pa postavlja vprašanje, ki me grize še danes. Je pa ta, kdo v tej državi se počuti tako močnega, da se lahko odloča, kdaj bo zapiral usta. To je pa tisto, kar morate pa vi novinarji v tej državi preveriti in enostavno o tem poročati. Gospod Videtič, v tej priložnosti vam izrekam globoko sočutje in sožalje v teh težkih trenutkih. Gospa Nina Krajnik, še vaša zgodba me zanima. Vi se niste dosti pojavljali na televiziji, vi ste enkrat na 3. programu, ko so še bila tista omizja, pa bili ste nedavno v dnevnem intervjuju pri dr. Jožetu Možini. Kaj se je dogajalo naslednji dan? Marsikaj se govori. Kaj se je dogajalo naslednji dan po tem gostovanju v oddaji Intervju na televiziji Slovenija? No, jaz bi se na začetku zahvalila za to lepo iztočnico o svobodi, ki ste jo omenili. In zdi se mi, svoboda je vedno sama po sebi že paradoksalen pojem. Sama v sebi nosi svojo mejo.
Se pravi, vsi ljudje imajo to željo po svobodi, hkrati pa ta svoboda sama v sebi nosi tisto potrebo, morda, da se je bojimo. In vaše besede me na nek način spominjajo na to, kar je tudi recimo Dostojevski zelo lepo opisal. Ne? Se pravi, ko padejo neki normativi, ali je potem vse dovoljeno, ali pa zato, ker ne obstajajo več normativi, zakoni. Dostojevski je to navezal na Boga, lahko rečemo to tudi v kakšnem drugem kontekstu, ampak postavil je pravzaprav to zanimivo tezo, ki se mi zdi zelo pomembna. Kadar ni več teh zakonov, kadar mislimo, da imamo vso svobodo, šele takrat ni nič v resnici dovoljeno. Ne? Se pravi, da tista divja svoboda hkrati nosi največje prepovedi. Pa drži ta fraza iz tega filma, ki sem ga citiral na začetku. Ne? Absolutno, zato ker ko se postavlja svobodo na tako velik piedestal, praktično, takrat smo lahko prepričani, da sama v sebi nosi neko to zelo ostro mejo. Vaša izkušnja? Bom rekla, jaz sem se sama v svojem življenju vedno počutila kot svobodna ženska. Tako v tem, kar še danes ne nazadnje počnem, v svojih besedah in tako dalje. V glavnem sem živela v tujini, kjer sem tudi z mediji imela vedno lepe izkušnje, tako v Franciji kot v drugih državah. Seveda pa, kar se tiče Slovenije, je pa moja situacija pač takšna, da lahko rečem, da 7 let, odkar sem zdaj na nek način v domovini, da so me slovenski mediji na nek način 7 let izrazito cenzurirali. Tukaj bi omenila predvsem časopis Delo, ki je pred 7 leti ob nastanku Slovenskega društva za lakanovsko psihoanalizo zelo grobo posegal v nek intervju. Leta se mi na nek način obračajo novinarji, ki želijo morda o različnih temah, ne samo političnih, psihoanalitičnih tudi, se pravi v nekih kliničnih situacijah, morda se pogovarjati, mogoče kaj izvedeti, postaviti to v neka nova razumevanja, ampak se je največkrat zgodilo bodisi s strani uredništva, da so bili pri urednikih, ne? Tako. Me zanima, kasneje bomo še govorili o prepletanju medijev in s politikov. Vi ste po intervjuju z Jožetom Možilom zapisali nek zapis naslednje jutro, 2 dni potem, kaj se je dogajalo na hitro. Če rečem, no, tako kot ste rekli, malo sem se pojavljala v slovenskih medijih, je pa to bila neka taka priložnost morda, da se tudi neka moja beseda sliši. In kar se je zgodilo, je točno to, kar sem omenila na začetku, se pravi ta divja svoboda, ki je hkrati tudi nasilna. Zgodilo se je to, da so mi nekaj dni po tem intervjuju v moj dom nasilno vdrli novinarji, ki so pravzaprav, bom rekla, in z nekim maltretiranjem, z nekimi žaljivimi obsodbami, se pravi krivičnimi obsodbami, brez kakršnih koli dokazov, z neko to nasilno gesto želeli prikazati neko nasilje oziroma neko zgodbo, ki so jo na ta način konstruirali. Seveda jaz to razumem, no, v nekem tem smislu poskusa zastraševanja in tako dalje. Zdaj upam, da tem ljudem ni iz počasti to početi. Ampak se ne date. Ne? Nikakor. Ja, gospod Krek, nasilna svoboda, ne, je omenila gospa Nina Krajnik. Vi ste se tudi v zadnjem času po nastopu nove oblasti precej izpostavili. Verjetno ste tudi tvegali svoj položaj. Na nek način ste želeli braniti stroko, niste se želeli umakniti z mesta direktorja NIJZ-ja. Kaj se je dogajalo? Ja, jaz moram reči, da tam, dokler jaz nisem prišel delati v Ljubljano, sem imel izredno dobre odnose s koprskimi novinarji. Mi smo bili tim, nismo ljudi vzgajali dol, nismo zapirali okna, če je bilo treba, pred prahom, pred ozonom in tako naprej. Sodelovanje je bilo perfektno. Pa sem jaz prišel v Ljubljano in na 3. konferenci doživel krah. Ne. To je bilo prav medijsko mrcvarjanje. Karkoli sem odgovoril, nič ni bilo prav.
Na tiskovni konferenci. Na tiskovni konferenci. Ne. In potem sem jaz prišel v hišo in sem rekel, kaj se je to, ne? Cel življenje delam s temi novinarji, tako fajn smo imeli vse in tako naprej. In zdaj naenkrat se to vse obrne v neko drugo koncepto. Ne? In pa se je to kar dogajalo kar nekaj časa, ne? Tudi snemanja so bilo tako narejene, 20 minut snemamo, pa ne 2 odseka, tako, to je najbolj zanimivo. Ampak ne morajo 20 minut objaviti, gospod. Ja, no, vem, ampak lahko bi kakšen dober odsek objavila, ne samo slabe. Ne? Ja. No, in potem so mi pač moji PR-ovci razložili, ne, da gre tukaj za političen linč, ne za strokovno, ne, ker jaz sem se, veste, delate 30 let z novinarji in si misliš, ko zdaj čez noč, kaj s tabo se zgodilo, ne. In z mano se ni nič zgodilo, ne, zgodilo se je pač, da so novinarji pač planili po meni in so me trgali, koliko so me lahko, ne, ker očitno nisem imel ne zasnove, ne pri urednikih in ne drugih, ne. In zakaj ne? Zato, ker sem jaz bil imenovan regularno, brez političnega botrstva in tako naprej, na direktorsko mesto v času Janeza Janše. In jaz sem enostavno postal, a veste, v tej državi sem postal lik Janeza Janše v javno zdravstvo, ne. In so lahko delali z mano, kar so hoteli, ne, ker je bilo to pač tako narejeno, ne. In seveda potem pa, ko je prišlo do te nove vlade, sem pa, ker ste me že vprašal, ne, sem čakal, ne, ker vsak minister pa predsednik vlade, posebno pa v času krize, pokliče direktorja Nacionalnega inštituta, seveda zato, da se s njim pogovori o tem, kako bo šlo naprej, ne. In jaz sem konec koncev bil 2 leti na tej funkciji, v najhujših bitkah in, bom rekel, veterana, ne, vsega tega. In ko sem bil poklican, ne, strani ministra, sem mislil, da se bomo o tem pogovarjali. Novega ministra za zdravje. Tako, ja. In jaz sem mislil, da se bomo o tem pogovarjali, sem bil tudi pripravljen s podatki in z vsem. In so zelo hitro upravljali, ker mi je pač povedal, da on z mano ne more sodelovati. Ni povedal zakaj. Ampak ker on pač ne more, a ne. In seveda potem so se stvari začele nekako odvijati naprej. Naslednji dan sem dobil klic, zakaj nisem dal odstavke. Sem rekel, zakaj pa bi jo dal, a ne. In potem smo se začeli vse tisto, kar sem tudi že napisal. Bom rekel, jaz sem imel tak čudno občutek, a ne, če smo že svoboda, potem bodimo svoboda, a ne. Ampak jaz nisem imel šanse, da se svobodno odločim, a bom odstopil, a ne. Meni je bilo povedano, da moram, a ne. Vi ste v javnost nastopili, v delu medijev, ki so vas sploh pripustili zraven, ne? Navedli ste, da čutite, da se vam bo zgodil medijski linč, medijsko maščevanje. Ne, veste, to meni minister povedal. Po telefonskem pogovoru. Po telefonskem pogovoru mi je povedal, da moram vedeti, da če ne bom odstopil, da bo potem sledil medijski linč. In jaz moram reči, da meni je bilo to popolnoma tuje, ne. Sem rekel, pa sem jaz v Evropi, a sem v Iranu, a ne. In pol, jaz sem resno mislil, da se to ne bo zgodilo, ne. In potem se je naslednji dan zgodilo, a ne. In to je vse lepo klapa, po datumih, po izjavah in tako naprej, ne. Torej, a veste, to nič ne diši po svobodi, ne. To bolj diši po prisili, a ne. Ja, pa toliko je poudarjanja, ne bom rekel kaj hujšega, ne, poudarjanja o umiku politike, zahtevamo umik politike iz medijev, avtonomije medijev, zdaj imamo pa tukaj neko lastno izkušnjo. Kakšen je vaš komentar, gospod Videtič? Veste, jaz, bom rekel, zasebnih medijev niti ne morem obsojiti, ne, ker so tam neki interesi v ozadju, ne, interesi lastnikov, če nič drugega. Pri javnih, državnih, nacionalnih pa je stvar nekoliko drugačna, ali pa popolnoma drugačna. Jaz nisem človek, ki bi živel na neki paranoji, ali pa da me bi paranoja poganjala, in sem tudi, recimo, do momenta, dokler ni vaša kolegica Helena Milinković nastopila takrat, kot je, vendarle, ne boste verjeli, celo zagovarjal, ne, da ok, pa če imamo Studio City tako obarvan, pa dajmo ga imeti, ne, sej
v končni Vi fazi. govorite o tisti javni tribuni. Tako, ko je povedala, da je njihov namen Ja. privatizacija, ne? Ob tle pa potem, takrat pa resen postane človek, oziroma začneš razmišljati, da to pa več ni šala. Ni rekla privatizacija, Oziroma cilj je prevzem prevzem, RTV. ne? Ampak zdaj Ja, omenili jih osebno. Pardon, se upravičujem, prevzem. Zdaj jih vendarle ni tukaj. Ne? Se strinjam, ampak jaz moram ta primer omeniti. Poglejte, kaj pomeni prevzem. Prevzem pomeni, da boš ti nek javni servis vzel pod svoje okrilje in jaz ne vem, kaj potem z njim počel, kaj torej ponujal najboljšemu ponudniku ali kaj, za naših 12,75 evra. Tukaj jaz vidim težavo, ne? V teh, bom rekel, v teh državnih, javnih, nacionalnih medijih, ne? In tukaj pa potem postaneš pozoren, ne? In se tudi vprašaš, pa zakaj bi jaz financiral neko zgodbo, ki bo s prevzemom, ne, se ponujala najboljšemu ponudniku. Ne glede na politično barvo, ne glede na gospodarsko barvo, tajkunsko, če želite, in podobno, ampak nekdo bo nekaj, kar ne sme delati, je javno izrekel, da bo počel. Seveda, v tem drugem delu si lahko samo misliš, ker prevzeti javni servis, jaz ne vidim drugega razloga, kot da ta javni servis potem na nek način, pa bom izzival, tržiš. Ne vidim drugega razloga po prevzemu. Jaz še vedno verjamem, da ima ta javni servis nadzorni svet, programski svet, direktorja in tako naprej in vsak upravlja svoje delo. Upravljajo tudi novinarji. In jaz se strinjam, seveda, da ni okej, če politika posega v delo novinarja. Ampak kako gledate ta primer? Da se novinar sam ponuja tej politiki. Primer, ki ga je gospod Krek navedel. Minister te pokliče in ti reče, če ne odstopiš, bomo proti tebi uprezorili medijski linč. Če to drži, je to katastrofa. Ja, jaz razumem, da greš ti zamenjati predsednika državnega zbora. Jaz razumem, da greš ti ministre zamenjati. Praktično vse politične funkcije. Jaz sicer nisem iz foha gospoda Kreka, pa vendarle mislim, da je to nekaj, kjer brez argumentov menjava, vsaj ne bi se smela zgoditi. Seveda, logično, da če niso na isti valovni dolžini, če imajo oni drugačen način, torej idejo vodenja tega, ampak potem obstajajo argumenti, ki se jih predstavi gospodu Kreku. Ja. To bi bilo nek higienski minimum, kar se mene tiče. V redu, gospa Nina Krajnik, ugotavljamo, da ste malokrat se pojavili v javnosti in učinek vaše prezence, glede na časovno pojavljeno, je bil velik, kakorkoli pač. Zakaj menite, da so vas mediji toliko časa cenzurirali vas osebno? V čem je problem? Zakaj se je dogajalo, kar se je dogajalo po gostovanju v oddaji Intervju? To je morda potrebno vprašati v prvi vrsti novinarje, ki to počnejo, in tudi urednike, ker ne nazadnje je to njihova odgovornost. Kaj je njihov strah, kaj so njihove paranoje, ne? Ker je bila ta beseda omenjena, to jaz ne bi ugibala. No. Sebi pripisovati zdaj neko težo, da so moje besede tako zelo pomembne, jaz bi se temu morda. A širite kakšne neresnice? Ne, pravzaprav vse moje delovanje je usmerjeno k resnici. Tako na subjektivni ravni, kot na družbeno-politični, in seveda resnica je bolj nevarna, vedno. In tudi vsak režim, ki ima morda neke totalitarne poteze, vedno nastopa proti čemu? Proti resnici, proti vednosti, proti raziskovanju, proti pravzaprav tistim osnovnim željam nekoga, ki želi nek korak naprej. In ko ste omenjali pravzaprav to funkcijo medijev, je pa naslednji problem. Mi vsi vemo, da je cena za neke privilegije, tudi morda novinarjev, urednikov, ne samo v medijih, tudi širše, kaj je cena? Odpoved kritičnemu umu, večkrat tudi razmišljanju, večkrat tudi etiki. Tako da, kaj je tukaj v ozadju, jaz ne bi ugibala, je pa res, da ko enkrat trčiš ob najbolj kompakten del tega sistema, ideološki del, in mediji seveda lahko v tem smislu tudi te ideološke funkcije opravljajo, zato pa tudi poteka tako oster boj za njihovo prevzemanje, privatiziranje in tako dalje.
Kot sem rekla, mislim, tukaj se je potrebno vrniti absolutno na subjektivno pozicijo vsakogar, ki to počne. Da mu to ni izpod časti, da ne občuti nekega sramu, ko izvaja agresivnost preko nekega ideološkega aparata države in tako dalje. Hočete reči, pretirano poudarjanje svobode in resnice lahko pomeni tudi odsotnost tega in drugega. Vedno je tako. Vedno je poudarjanje nekega označevalca, prej ste vi omenili to besedo javno. Ne? Meni je to recimo zanimivo, kaj pravzaprav pomeni javno, kaj pomeni javnost. Ne? Ker tudi ta beseda, ta označevalec se velikrat potem, ne, ali je to pomeni nekaj za vse, ali javnost vseeno se stoji iz entitet posameznikov in težko govorimo o neki entiteti. Gospod Krek, bili ste pozvani k odstopu, zdaj zaenkrat ste ostali. S čim pa se lahko pohvalite? Mislim, ali lahko na NIJZ-ju merite sploh kakšne rezultate? Dejstvo je, da ste bili v najbolj kritičnem obdobju in da ste bili na očeh javnosti, da so vas tudi zasledovali, vas slikali, kjer se je le dalo, pa vendarle, v kakšni formi je zdaj NIJZ? Kaj govorijo podatki? Prejte, ko sem jaz prišel na NIJZ, smo imeli 3 milijone, pa še nekaj minusa, pa 32 milijonov prihodka, ne? Prometa. Ne? Zdaj imamo v letošnjem proračunu 75 milijonov. Ne? S tem, da sem iz 556 ljudi šel na 630. Temu se reče, da je additional value extra, ne? Ekonomist. In to je en tak poslovni. Ne? Z poslovnega vidika mi poslujemo fantastično. Ne? Zdaj pa, poleg tega peljemo reorganizacijo računovodstva, peljemo reorganizacijo dokumentacijskega centra, vzpostavljamo strategije, vzpostavljamo nov sistem dela, vzpostavljamo razne nove pristope in tako naprej. Mi smo, ko smo midva z dr. Fafanglom prišla na inštitut, so med bolnišnicami nosili listke od pacientov z diagnozo COVID. Mi imamo danes v polnoči točno, koliko jih je tisti dan bilo pozitivnih. Vse tehnično smo digitalizirali, zadeva ogromno smo digitalizirali. Mene je ena kolegica, ki zelo dobro pozna tudi druge sisteme, rekla, da smo v nekaterih področjih skočili 30 let. No, ne pa se lahko predstavljate. Kakšno je tam razpoloženje med zaposlenimi? So komaj dočakali svobodo? So na vaši strani? Kako je s tem? Zaposleni v naši hiši predvsem potrebujejo mir. Ne? Mi ne rabimo nobenih političnih inštrukcij, ne rabimo nobenih političnih botrov, mi rabimo predvsem kot strokovnjaki mir, da lahko razvijamo znanost, raziskave in tako naprej. In to je tisto, kar je za nas svoboda. Za nas je svoboda, da lahko pišemo, da lahko javno nastopamo, da lahko za svojimi, bom rekel, nastopi tudi izobražujemo ljudi in tako naprej. In to je naš javno-zdravstveni pristop. In če nas bodo pustili na miru, bomo mi še zelo veliko stvari naredili. Kakor hitro se bodo pa politični vplivi začeli dogajati na stroki, bo pa hudič. Stroka mora biti politično nevtralna, ker je naš inštitut funkcionira ne glede na to, a je predsednik vlade recimo Jelinčič ali pa Golob ali pa kdorkoli drug. Vi bi lahko sodelovali s sedanjo vlado? Ne samo, da bi lahko, jaz moram z njimi sodelovati, ker je to moja naloga, ker je to zakonsko tako opredeljeno in oni morajo z mano sodelovati. Dobro. Lahko sem stavek, ker smo jih pri gospodu Kreku. Ne? Jaz se ne morem znebiti občutka, da je pravzaprav gospodu Kreku želi odrobiti glavo v ulice. Vsaj tako, bom rekel, je bilo javno nekako v teh 2 letih, ko se je enostavno ukvarjal s to pandemijo in treba je biti pošten. Seveda te ukrepi vsem niso bili všeč, tudi meni kakšen ukrep, bom rekel, se ni zdaj usmiseln, ampak na misel mi ne pride, da ga grem zasledovati, ne vem, če malo karikiram, za brado vleči tam po ulici. Ne? Tako da enostavno
so mediji in potem politika v neki svoji, seveda z nekim svojim ciljem, ne, kadrovanja to izkoristiti. Ne. Jaz kot laik se recimo tudi s kakšnim drugim delom gospoda Kreka ne strinjam, ampak to ne pomeni, da se bom spuščal tako kot nekateri, bom rekel, ljudje na Facebooku in podobno v njegove strokovne ocene. In enostavno ta zadeva se vleče zdaj že toliko časa, da enostavno je stigmatiziran, je demoniziran, ne? Pa verjetno ni tako slab strokovnjak, kot bi ga želeli prikazati, ne? Ker ga je tam nekdo na ulici zasledoval in želel iz njega, ne vem, afne guncati. Tako da, a veste, tega manjka v Sloveniji. Ne? To, a veste, jaz ne vem, ta kratkovidnost, ne? Sej pojutrišnjem se lahko enemu od predstavnikov te nove vlade to dogaja. Ulica. A se lahko zgodi zdaj ulica, glede na to, da je predsednik vlade in ulica, da so že pred volitvami našli skupni jezik? A to zavezništvo lahko traja zdaj 4 leta, 8 let? Veste kako, jaz ne vem po vseh teh obljubah, ki so bile dane, a lahko vlada sploh uresniči tisto, kar je tej ulici obljubila. In če bo ta ulica moralna in korektna, bo za vsako zadevo, ki jim je bila obljubljena, šla spet na ulico. Ta ista ulica, ki jo poznamo, petkove kolesarje in podobno. Jaz si domišljam, da v politiki nekaj vem, ne? In sem prepričan, da se to ne bo zgodilo. Ne bo se pa zgodilo iz preprostega razloga, ker je tudi ta petkova ulica bila del te borbe proti neki vladi. To je bila Janševa vlada v končni fazi, ki jaz še vedno zagovarjam in imela dobre rezultate. Danes gledamo poročila mednarodnih organizacij, so dobre. Jaz se strinjam, recimo, da je ta vlada tudi kakšno neumnost naredila. Ne, pa če gremo na konkreten primer, jaz se z STA-jem ne bi tako dolgo ukvarjal, kot sem se oni ukvarjali, ker verjamem v to, da če se nekaj zgodi, se zgodi takoj. Ne gledamo na imena, tako kot je gospod Krek povedal, dajmo gledati ta dejanja, dajmo gledati, kdo bo tisti, pa čisto vsem, kako se piše, ki bo to državo znal povezati in jo odpeljati tam, kamor sodi. Ne, da stopicamo na mestu. Ja, doktorica Krajnik, je pomembno, kako obvladaš množico. Ne? Psihologija množic, zdaj smo pri vašem področju. Kako dober je pri tem aktualni predsednik vlade? Zdaj, obvladati množico vedno predpostavlja neko manipulacijo. Jaz mislim, da neka politika, ki se bori za tiste vrednote, ki so pa vendarle nam vsem skupne, ne potrebuje manipulacije. Seveda se v Sloveniji marsikdo ukvarja s področjem, ki se mu reče recimo, kako ustrezno komunicirati, kako pravzaprav z nekom manipulirati, da bi dosegli tiste svoje cilje. Moje področje je bilo vedno obratno. Seveda, Freud je recimo veliko pisal, zlasti v času vzpona totalitarizmov, glede na to, da je bil sodobnik teh fenomenov in je veliko govoril o tej figuri, Lacan jo je nazval potem tudi figura velikega drugega, ki je vedno samo neka predpostavka. Ampak jaz mislim, da neka politika danes seveda ne potrebuje na ta način manipulacij. Ko si mi prizadevamo za res tiste vrednote, ki so pomembne ljudem, mi ne potrebujemo manipulacije, zato da bi ljudje verjeli v nekaj, kar sicer ne bi verjeli. Obstaja neko zanimivo delo, zanimiva knjiga, ali so Grki verjeli v svoje mite, jaz bi to aplicirala morda na prav to aktualno vlado, ali ta vlada verjame v svoje mite. Se pravi, tako v tem, kar v medijih potem prodaja, v tem, kar želi z manipulacijo dosežeti, da ne omenjam tudi drugih področij in drugih prijemov. Ja, zanimivo izhodišče, nasprotno od tistega, ko smo ga na začetku postavili. Doktor Krek, zdaj, a se vam zdi, da vlada, predsednik vlade manipulira s tisto predvolilno obljubo, ki gre v prid tistim, ki ne želijo nositi mask, nobenih mask v šolah, šol ne bomo zapirali? Ali je to zdaj
Ne, glejte, nekaj, kar ne vem, doživlja neko podporo. Ne? glejte, ta predsednik vlade je poklical na razgovor in se je rokoval z Potrčem. S katerim Markom Potrčem. To je tistem, ki je bil proti maskam in tako naprej. Ja. In je s tem zelo veliko povedal, a veste. Jaz ne vem, če to ve, da je veliko povedal. Po drugi strani ne, je on kot predsednik tudi rekel, da ne bo več mask in tako naprej. In jaz sem mu napisal mail, v katerem sem mu rekel, predsednik, ne govorite tega. Kaj to pa naredil, ko bo maske treba gordati? A veste, kaj boste pa takrat rekel? Pa bo rekel, da jih ni treba. Ne bo mogel reči, da jih ni treba, ker bo stroka rekla, da jih je treba. A ne? In bo on mogel tudi potem potegniti po požret to zadevo. Ampak na ta račun je dobil marsikaterega volivca. Ja, dobil je, ne, se tudi Stevanovič, ker je bil ta skranek, je dobil 3% in tako naprej. Ne. Ampak hočem vam povedati, ne, že prej tudi, ko ste vprašali za rezultate, presežne vrednost, presežne smrti, to je en tak parameter, ki ga ne moreš goljufati, ne, toliko ljudi umre v državi in gotovo, ne morete drugače. Mi smo po presežnih smrtih na COVID-u med starimi državami Evrope, toliko smo dobri. Mi smo odlični, smo povozili kompletno vzhodno Evropo, vsa vzhodna Evropa je krepko preko nas za presežnimi smrtmi. Ampak tega ne boste nekje v časopisih videli, tudi v medijih ne boste videli, ne? Ampak to je tisti... Hočete reči, da ste tudi vi reševali življenje? To je tisti ključni podatek, ki je povedal, da smo mi reševali življenje zelo veliko. In potem, kaj pa manipulirajo pa za podatki, ki so bili ad hoc zbrani, a ne? Ker smo zbirali smrti ad hoc zato, da smo vse približali, tam smo pa visoko. Zakaj? Zato, ker nismo vsako smrt beležili, drugi pa niso, a ne? Recimo, Bolgariji imajo 550% več smrti, kot si jih zabeležili. Dobro, tako pač komentirate neke predvolilne obljube, ki niso od kogarkoli. Glejte, jaz mislim, da predvolilne obljube so zelo resna zadeva. In da bo slej ko prej prišlo do tega, da ne bojo mogli politiki kar obljubljati kar vse. Recimo to, da bojo v 30 dneh čakalne dobe pa tako naprej. Ne? Potem pa se zgovarjajo, da zdaj bomo to prvo analizo naredili, potem bomo naredili, pa tretje, potem bomo mogoče celo ugotovili, da je kakšna čakalna doba. Okay. Ampak ta recimo je tipičen tak, bom rekel, z mojega javnozdravstvenega obljuba, ki je bila popolnoma, bom rekel, zgrešena, ki je ljudi popolnoma zavedla. In, a veste, pogledajte danes, koliko so čakalne dobe dolge, a ne, pejte se podpisati, pa te videli, da ni 30 dni, ne, pa verjetno čez pol leta ne bo 30 dni, ne, ampak zdaj, a bojo ljudje končno, pa mi ljudje bi mogli končno od politikov zahtevati odgovornost, a ne, odgovornost, ker tisti, ki gre politiko, mora biti odgovoren človek za to, kaj govori in to za to, kar dela. In ne, da manipulira. Jaz smo pa v teh enakih vatlih, težko jih je meriti, vedno je tukaj subjektivna presoja. Pa vendar vaše mnenje, gospod Videtič, ali si lahko ta politik več privošči kot kakšen drugi v Sloveniji, kakšno je vaše mnenje, se komu bolj pogleda kot pod prste kot drugim? Seveda, za nek kratek čas sicer. Glede, meni je največja neznanka pravzaprav v Sloveniji to, da se predvsem levi politični pol ne uči na napakah predhodnikov. Dal bom primer. Mi smo imeli že primere, kjer se je recimo dr. Cerar, dr. Šarca, pa spomnite se Katarine Kresal, kovala v zvezde. In ljudje to sprejmejo. Ljudje enostavno sprejmejo, da je to nek super človek. In zdaj je podobno. Potem, na kratek rok, seveda ti človeka lahko pretentaš, ne? Ampak vendarle, človek pride k pameti, ne? Če ne prej, pa kasneje. In zato so tudi ta razočaranja tako močna nad levimi vladami, ne? Ko smo jih videli pri gospodu Cererju, pri gospodu Šarcu in tako naprej. Enostavno, veste, jaz imam občutek včasih, da mediji, ki napihujejo torej sposobnost nekaterega človeka, mu nehote ga pravzaprav porivajo v opeko, če uporabim to besedo. Ne? In kaj mi to pravzaprav, pač razmišljam potem v smer,
da je nekomu v tej državi, nekateri pravijo globoka država, in jaz temu rečem enostavno omrežja, ki so močna, ali so finančna, medijska, kakršnakoli, to so omrežja, ki delajo te kandidate, naredijo jih. Vem pa, doktorja Goloba nekateri primerjajo s karizmo doktorja Janeza Drnovška. Ste poznali gospoda Drnovška? Jaz sem bil član LDS-a takrat, zdaj jaz v tem gibanju Svobode in v dr. Golobu ne vidim prav nič LDS-ovskega, ne. Pa bom povedal zakaj. Fantje v LDS-u, ki so bili starejši od mene, so se kalili v nekem sistemu kot mladinci, kot člani, zdaj tudi, bom rekel, partije in so vendarle, bom rekel, naši južni bratje uporabijo izraz izpekli zanat, ne, in prišli potem v to slovensko samostojno politiko, ne. Jaz sem bil tarča kritike pred dobrim letom, ko sem za kolega Požarja napisal eno kolumno, ker sem napisal, da se mi zdi normalno, da prihaja do novih obrazov, vendar naj grejo ti novi obrazi prvo v opozicijo, kjer bojo lahko opozarjali, se učili in podobno, ne. Se pravi, Golob, Drnovšek ni primerjave? Ne, zame ne. Okay. In enostavno, veste, če se vrnem pa zdaj na tisto temo, ki sem jo želel dokončati, človek v Sloveniji dobi občutek, da enostavno se delajo neka politična imena na kratek rok. Zakaj? Vejo verjetno tisti, ki to delajo. Kaj jim koristi na kratek rok nekdo. Je pa zanimivo pri slovenskem... Je to utemeljeno v antijanšizmu, ne pa v samem imenu? Ne, seveda, da je antijanšizem največje lepilo ta moment. Zakaj je tako? Verjetno se bo mogel vsak volilec posebej vprašati, ne? Zakaj ga prepriča ta zgodba, torej anti-Janša. Jaz seveda, predsednik, torej bivši predsednik vlade, predsednik SDS-a, ni najbolj človek, ki, bom rekel, bi šparil jezika. Verjetno neko število ljudi tudi to moti. Pa vendarle, ponavljam, rezultati, dveletni rezultati, vsaj tisti, kar se vidi navzven, so bili dobri. Ja, gospod Krajnik, je treba vsakemu dati priložnost, ne? Verjetno, kakšno je vaše mnenje glede tega in kaj mislite, dokdaj se bo plesalo, če že plešemo, in rekovaj se v tej državi? Rešitve na kratek rok, se pravi pogosto tudi impulzivne, pa ne pravim samo v politiki, tudi sicer so značilnost divje kapitalistične logike. Zakaj? To vidimo recimo v različnih simptomih. Zveza za kratek čas, objekti, ki jih kupimo in jih hitro zamenjamo. Se pravi, bolj divje kot ta kapitalizem drvi v to svobodo, hitreje se menjajo tudi vsi objekti, do katerih pridemo. In politika v tem smislu je simptomatski odraz, ne, tega. In seveda vprašanje je, zakaj ljudje še vedno pristajajo, da se jih na ta način potisne v to pozicijo, ko pa vemo že iz preteklosti, kaj se zgodi. Jaz bi se tukaj navezala na to, kar ste omenili, ne, iz zgodovine vemo, se največkrat naučimo to, da se nič ne naučimo in velikrat tudi ljudje, ki potem vstopajo na te funkcije, morda za nekimi ideali, kakorkoli, morda tega ne vzamejo na nek način. Ta kapitalistična logika zdaj vlada. Kako vlada taka logika z levico v vladi? Povsem preprosto, zato ker je levica tista, ki je uvajala kapitalizem v to državo. Pa ne samo v Slovenijo, če pogledamo recimo v preteklosti, ko ste omenjali ulico, ne? Če pogledamo maj 68, naprimer, ne? In ta gibanja, ki jih lahko morda, ne, v neki imitaciji, ne, primerjamo s tem, kar se je dogajalo, demonstrirajo kaj? Ja, seveda svoboda na neki ravni naših pravic, našega govora, naših želja in tako dalje. Ampak mi moramo vedeti, da je ravno takšno gibanje, recimo maj 68, na stežaj odprlo vrata kapitalizmu in da mi to logiko živimo desetletja. Ne samo, pač bom rekla, v Sloveniji, pa v preteklem jugoslovanskem socializmu, tudi sicer. Mislim, mi ne moremo... Vi se lahko soočili s kakšnim lukomescem, verjetno, ne? Z največjim veseljem. Jaz pravzaprav, kadarkoli imam priložnost in možnost karkoli komentirati, si pravzaprav vedno rečem, pa se jaz najbolj, bom rekla, uporabljam izraze, kot so, kje so, pravzaprav ne, meje, buržoazija, proletariat,
ideološki aparati države. Pravzaprav me vedno čudi, ne, kako tu prav levica bi morala biti tisti največji naslovnik teh vprašanj, ki jih jaz v tej državi odpiram. Spet zanimiva teza. Gospod Krek, ne bo rešiti eno stvar, ki se pojavlja v medijih. Jaz sem zmeden, berem ene, druge, vi pišete komentarje za Portal Plus. Mislim, da necenzurirano, popravite me, pa poročal, da ste financirali NIJZ, Portal Plus, nekaj, kar sploh ne obstaja. Kaj se? Ja, gledajte, to je tisto odgovornost novinarstva, ne? Ja. Ko je on rekel prej. Jaz mislim, da ne samo novinarji v javnih ustanovah, ne, ampak tudi ostali novinarji morajo biti odgovorni. Tako kot so moji kolegi, ki delajo privat, odgovorni. Drugače mi ne bi hotel tja. Ja, ampak tam se upravičujem, da vskačem v ampak tam trg torej jih lahko zredira, ne, po domače povedano. Ja, te so tudi na trgu, ne, ampak gledajte, Zakaj je šlo? jaz sem imel s cenzuriranim vse 2 leti zadeve. Jaz vam lahko povem, da glede na situacijo, ki se je dogajala, jaz sem skoraj že lahko naprej napovedal, da bo necenzurirano objavljeno, ne. Mogoče sem en dan palil, no, ampak recimo, ne. Tukaj je čista spet neresnica, ne. Mi smo z njimi preko javnega razpisa so bili izbrani, Portal Plus in delamo z njimi fotoknjigo za eno posebno področje. Ki obstaja, ki ne obstaja. Ki obstaja, jo imamo mi na mizi, a ne. Prav. Knjiga obstaja, vse obstaja, ampak gledajte, oni lahko napišejo vse, a ne. Oni vejo, da obstaja, pa napišejo. Seveda, ampak gledajte, oni napišejo vse, ker lahko napišejo, a ne. In zdaj, mi smo bili, samo vam povem, mi smo zdaj že 10 mesecev razmišljamo, jih tožimo, jih ne tožimo, a ne. Ok, ste to nekajkrat preplačali, to knjigo? Kako preplačal? Mislim, da smo ven ponudbe in prišlo je noter, kar je prišlo v zakonu. Ja, pa kaj smo, a ne. Zdaj, ne moramo zdaj govoriti preplačali, ne. Pač je bilo transparentno kot razpis, vse dokumenti, vse. No, zakaj si vi znate vprašati tiste, ki to pišejo? Ne, gledajte, stvar je bila čisto jasna, ne, saj mi je bilo to tudi namignjeno, da bodo to objavili, ne, kot diskriminatorjujočo materijo, ne, a veste, oni že naprej povejo, ne, da te bojo diskriminirali po tej točki, a ne, že ti veš, ne, ker, ampak, a veste kaj, ne vem, kje je etika, od kje jim ta pogum, da si lahko to prvošil. Medijske zgodbe ni bilo zaslediti kakšne večje medijske. Seveda, ker ostali niso potegnili, ker so videli, da pač ne gre, ker so se že navadili, ne. To prvo je necenzurirano, pa gre naprej, ne. In potem se počasi zdaj ustavi že pri drugem, tretjem časopisu, da gre več naprej, ker so pač tudi novinarji toliko pametni, da vejo, da tukaj pač ni kruha, ne. Ja, ker vi pravite, ne, grozno je živeti v državi, ker si ogrožen, ker rešuješ človeška življenja. Točno tako, gledajte, jaz moram to povedati. Jaz sem bil 1,5 leta kuča, to se pravi hiša, služba, hiša in sem mogel varovati sebe in tako naprej, paziti, kdo hodi za mano, paziti vse, ker sem bil definitivno ogrožen. Definitivno ogrožen z grožnjo smrti. In z tiralico za 50 000 dobi tisti, ki me ubije. A veste, to so mi policaji prinesli in sem mogel jaz pač podpisati vse pogodbe, da se šlo naprej. Jaz sem živel 1,5 leta pod čistim terorjem. A veste, ljudi, ki so se lahko privoščili čisto vse. Tudi s tem, da so me od ministrstva za šolstvo maltretirali do tam 2 mulca, razumete, ker sem bila 30 let stara ali koliko in se z enim človekom pri 65 letih ga napadata in mu delata to, kar sta delala, a veste. Mislim, ampak zdaj bomo pa povedal, on ni bil kazensko obravnavan. Jaz sem dal kazenski pregon, ampak ni bil kazensko obravnavan. Povedala policija prekrškovno. In zdaj seveda vsi prekrški bodo oproščeni in ta gospod je oproščen. A veste, kaj to pomeni? To pomeni, da vas gospod Perković jutri lahko nekdo spremlja tukaj dol.
Kakšna sporočila dobivamo iz tega? Kakšno je vaše mnenje, gospod Videči, za naprej, za eno enakopravno obravnavo državljanov, tudi ki niso podporniki nujno te oblasti, saj različnost ne bi krepilo neko demokracijo v družbi? Je ravno to, kar je gospod Krek na koncu povedal. Ne? Jutri ste lahko vi tarča na ulici ali pa dr. Krajnikov ali pa jaz konec koncev.